Ljudsko obrambo, predvsem pa sekretarja osebno, ki je ta hip na seji predsedstva, zagotoviti, da vse, kar se ta hip v Sloveniji dogaja, nadziramo. Mislim, da stvari v teritorialni obrambi dejansko v tem trenutku obvladujemo. Jaz bi zelo rad videl, da bi tole tablo nazaj na Prežikovo 4 postavili, vendar z novim štabom. V burnem letu 1968, ki je pretreslo Evropo in svet, je dozorela zamisel posodobljenega ustroja oboroženih sil na zgledih iz časov narodno-osvobodilne vojne. Ko se je Sovjetska zveza še enkrat lotila discipliniranja socialističnega tabora z vojaško intervencijo, je bil to za takratno Jugoslavijo hladen tuš, ki je streznil snovalce in izvajalce obrambne zasnove. Obstoj Jugoslovanske ljudske armade ni bil več zadostno jamstvo za odvračanje intervencije. Na vojskovališču jo je bilo mogoče premagati, če bi napadalec zagotovil potrebno številčno in tehnično premoč, zato so zasnovali nov sistem splošne ljudske obrambe, v katerega so nameravali vključiti vse prebivalstvo, bliskoviti vojni pa so se postavili po robu z zamislijo dolgotrajne obrambne vojne. Jugoslovansko ljudsko armado, naslednico partizanskih brigad, divizij, korpusov in armad, je dopolnila nova struktura, teritorialna obramba, ki se je zgledovala po nekdanjih partizanskih odredih. Z njo naj bi zagotovili vojaško prisotnost in nadzor na vsem ozemlju. Bila bi množična, sestavljali pa bi jo v prebivalci občin, kjer bi enote v primeru potrebe tudi uporabili. Enote bi bile pretežno enonacionalne, visoko motivirane, neobremenjene s problemi nastanitve in oskrbe ter najbolj neposredno povezane s prebivalstvom. Tako zasnovo je 11. februarja 1969. leta uzakonil Zvezni zakon o narodni obrambi. Na velikih manevrih Svoboda 71 in Podgora 72 so osnovno zamisel preizkusili in potrdili v praksi. Začel se je pospešen razvoj teritorialne obrambe, štabi in enote so nastajali tudi v podjetjih in krajevnih skupnostih. Današnjemu republiškemu štabu za teritorialno obrambo je takrat ustrezal glavni štab za splošni ljudski odpor na čelu s Bojanom Polakom Stjenko. Tako kot vedno doslej se je Slovenija naloge lotila resno in dosledno. Ta čas je sovpadal z discipliniranjem liberalnih prizadevanj v posameznih republikah. V Sloveniji pa so za potrebe političnega trenutka sproducirali afero o orožju in jo hkrati z drugimi očitanimi grehi uporabili tudi za odstranitev Staneta Kavčiča. Nam zveni vojna celo nekoliko preveč profesionalno, preveč ozko. Ne glede na posamezne sistemske zablode in stranpoti, se je teritorialna obramba razvijala v dobro organizirano in učinkovito strukturo, ki pa je zaradi slabšanja notranjepolitičnih razmer vse bolj skrbela ožji vojaški vrh. Zato so teritorialno obrambo skušali ukalupiti, čim bolj približati in podrediti Jugoslovanski ljudski armadi. Pojavil se je strah pred vzporedno in predvsem nacionalno vojsko. Ta strah je najbolj izbruhnil po smrti predsednika Tita in kosovskih dogodkih leto dni zatem. Prva žrtev je bila teritorialna obramba Kosova, ki so jo razorožili in je tudi formalno prenehala obstajati. Sistematično vodeno kadrovsko politiko je vpliv Jugoslovanske ljudske armade v teritorialni obrambi vse bolj naraščal. Aktivni starešine so se pojavili v pokrajinskih štabih, republiška vodstva pa so vse bolj izgubljala vpliv na razvoj in vodenje teritorialne obrambe. Teritorialna obramba je za zagotavljanje kontinuitete nespremenjene Jugoslavije postala moteči faktor, zato so jo v Zveznem sekretariatu za ljudsko obrambo sklenili formalno ukiniti. V letu 1989 je generalštab oboroženih sil ukazal uresničevanje in preverjanje v praksi osnutka doktrine teritorialne obrambe, s katerim bi teritorialno obrambo povsem integrirali v Jugoslovansko ljudsko armado, odgovornost in vpliv republik pa so omejili izključno na dolžnost financiranja.
Po letu 1992 uporaba pojma in imena teritorialna obramba sploh ni bila več predvidena. Sredi maja 1990 je Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo z izgovorom na politično-varnostne razmere v državi ukazal posebne ukrepe za varnejšo hrambo orožja teritorialne obrambe v vseh republikah. O teh ukrepih oblasti v Sloveniji niso bile obveščene, niti od komandanta Republiškega štaba za teritorialno obrambo Slovenije generala Ivana Hočevarja, ki je te ukrepe izvajal. Premeščanje orožja iz skladišč teritorialne obrambe v skladišča Jugoslovanske ljudske armade je bilo izvedeno neposredno po izvolitvi nove oblasti v Sloveniji. Ukrep je bil izveden v celoti povsod v Jugoslaviji, razen v Sloveniji. Vseeno pa je kljub zahtevi predsedstva Slovenije, da se vse premeščeno orožje vrne v objekte pod nadzorstvom teritorialne obrambe, do danes ostalo blokiranih 40% orožja, streliva in opreme, ki je last Republike Slovenije. V takih razmerah smo sklenili prilagoditi strukturo teritorialne obrambe kadrovskim, materialnim ter prostorskim potrebam in možnostim. Na podlagi zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti je bila imenovana vzporedna struktura vodenja in poveljevanja teritorialne obrambi, ki so jo gradili novo imenovani načelniki narodne zaščite pokrajin in občin. V celoti smo vzpostavili nadzor nad dejavnostjo teritorialne obrambe, kljub formalnemu poveljevanju generala Hočevarja v Republiškem štabu teritorialne obrambe na Prežihovi 4 v Ljubljani. V tem obdobju je bila s prikritim premeščanjem orožja, streliva in druge opreme dosežena izenačena bojna pripravljenost enot in štabov teritorialne obrambe na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Velike težave so še vedno povzročale blokade intendantske in druge opreme teritorialne obrambe v skladiščih znotraj objektov Jugoslovanske ljudske armade. Zato pomlajevanje in obnavljanje enot ni bilo možno v potrebnem obsegu. Po sprejetju ustavnih amandmajev ter ustavnega zakona, razrešitvi generalpodpolkovnika Hočevarja in imenovanju vršilca dolžnosti načelnika Republiškega štaba teritorialne obrambe ter vršilcev dolžnosti komandantov pokrajinskih štabov teritorialne obrambe, so se razmere bistveno spremenile. 4. oktobra 1990, okrog 23. ure, so pripadniki vojaške policije Jugoslovanske ljudske armade po naročilu generalpodpolkovnika Ivana Hočevarja zasedli prostore Republiškega štaba za teritorialno obrambo na Prežihove 4 v Ljubljani. Dogodki, ki so sledili, so javno pokazali nasprotovanje armadnega vrha političnim razmeram v Sloveniji po opravljenih večstrankarskih volitvah. Z delnim prenosom pooblastil za vodenje teritorialne obrambe z predsedstva na sekretarja za ljudsko obrambo in vključitvijo Republiškega štaba teritorialne obrambe v sestav sekretarijata za ljudsko obrambo so bili izpolnjeni pogoji za pospešeno dejavnost teritorialne obrambe v skladu z letnim programom. Ob sočasnem zaostrovanju stališč in pritiskih Jugoslovanske ljudske armade je teritorialna obramba Slovenije urila zlasti enote za protidiverzantski in protioklepni boj, z združevanjem razpoložljivih finančnih sredstev teritorialne obrambe iz skladov za ljudsko obrambo občin, ki jih iz razumljivih razlogov ni bilo mogoče namensko uporabiti v prvi polovici leta, in namenskih sredstev v republiškem proračunu, so bila zagotovljena minimalna sredstva za nakup orožja in opreme, ki bi nadomestila največje praznine nastale zaradi posledic blokad v mesecu maju. S primerjalno analizo stanja in prioritete potreb smo v Republiškem sekretarijatu za ljudsko obrambo in Republiškem štabu za teritorialno obrambo ugotovili, da najbolj potrebujemo uniforme, vozila, avtomatsko pehotno orožje s strelivom in prenosna protioklepna orožja. Pri proizvajalcih v Jugoslaviji nakup streliva ni bil mogoč. V tujini je bil do 5-krat cenejši in hkrati nujen. Urjenje enot teritorialne obrambe v jesenskem obdobju je zahtevalo določene količine streliva, ki jih zaradi blokad streliva v skladiščih teritorialne obrambe pod nadzorom Jugoslovanske ljudske armade ni bilo mogoče sprostiti v škodo zmanjšanja minimalnega števila bojnih kompletov streliva, ki ga teritorialna obramba hrani za bojno uporabo enot. Letalo, smer 9.
Tudi avtomatskega orožja ni bilo mogoče kupiti v Jugoslaviji. Zato smo se odločili za avtomatske puške manjšega, sodobnejšega kalibra 5,56 mm namesto dosedanjega 7,62 mm. Puške so bile razdeljene enotam vseh pokrajinskih štabov teritorialne obrambe in se intenzivno uporabljajo, da bi čim prej dobili čim bolj zanesljive rezultate praktične uporabe. Za protioklepni boj smo kupili prenosne minomete za enkratno uporabo, ki omogočajo bolj učinkovito in cenejšo nevtralizacijo oklepnih vozil. Za ceno enega samega sodobnega tanka je mogoče kupiti od 250, ko gre za tank M70 ali domači M84, do 600 mm za ameriški tank M1. Pri tem se orožje Armbrust odlikuje tudi po minimalnem poku, dimu in ognju, ki ne odkriva ter po nepotrebnem ne izpostavlja strelca in s tem povečuje učinkovitost uporabe. Sočasno smo teritorialno obrambo tudi reorganizirali in število pokrajinskih štabov zmanjšali z 13 na 7. Danes imamo pokrajinske štabe za Gorenjsko, Zahodno-Štajersko, Vzhodno-Štajersko, Dolenjsko, Ljubljansko, Severno in Južno-Primorsko območje. Njim je podrejeno 62 občinskih štabov teritorialne obrambe. Celotna struktura teritorialne obrambe šteje 78 tisoč mož in žena, razporejenih v nekaj 100 enot različnih namenov, udarni del pa sestavlja 12 brigad in 10 odredov. Enote teritorialne obrambe so oborožene z lahkim avtomatskim pehotnim orožjem, za ognjeno podporo pa imajo predvsem minomete. Za protioklepni boj bi uporabile ročne minomete, netrzajne topove in vodljive protitankovske rakete. Obrambi pred napadi iz zraka pa so namenjeni lahki protiletalski topovi in prenosne rakete. Taka teritorialna obramba ne more ogrožati nobene od sosed Republike Slovenije, toda hkrati je še kako pomemben dejavnik odvračanja kakršnega koli poseganja v zadeve suverene države. Razen poklicnih delavcev v štabih teritorialne obrambe, Republika Slovenija nima mirnodobne aktivne sestave enot teritorialne obrambe. Po sprejetju zakona o vojaški dolžnosti pa bomo v nekaterih objektih, ki jih danes še zaseda Jugoslovanska ljudska armada, aktivirali učne centre, v katerih bodo državljani Slovenije služili 7-mesečni vojaški rok. Čeprav so bile razmere nenormalne in zapletene, je teritorialna obramba Slovenije vseskozi ohranila bojno sposobnost na ustrezni ravni. Predvsem zaradi pripravljenosti pripadnikov stalnega in rezervnega sestava, da delujejo kot oborožena sila nastajajoče slovenske države, zaradi usklajenosti delovanja teritorialne obrambe in lokalnih oblasti, zaradi tesnega sodelovanja s slovensko policijo ter zaradi visoke motiviranosti, ki jo predvsem dokazuje najvišji odstotek udeležbe na vojaških vajah od ustanovitve teritorialne obrambe. Med 20. novembrom in 10. decembrom 1990, ko je vojaški vrh poskušal preprečiti plebiscit z nepreklicno zahtevo, da Slovenija izroči orožje ter evidenco nabornikov, so enote in štabi teritorialne obrambe skupaj z organi za notranje zadeve omogočili slovenski politiki, da je rekla svoj odločni ne. Odločni ne zato, ker so bile zahteve protizakonite in celo v nasprotju z zvezno ustavo. Odločni ne zato, ker smo orožje kupili in plačali sami in ker so naborniki naši državljani, ki smo jih dolžni zaščititi. In končno odločni ne zato, ker živimo in gospodarimo na svoji zemlji, ker gradimo samostojno državo, ki potrebuje za svoj razcvet mir, stabilnost in varnost. Ne moremo si privoščiti, da nas zamaja že grožnja z mitingom ali da akcija četice vojakov spet izprazni naše banke. Ne smemo si privoščiti, da že članek v ekstremnem tujem časopisu, ki omeni apetite po slovenski zemlji, vzbudi strah v naših ljudeh.
In pristojni organi Republike Slovenije nimajo prav tisti, ki trdijo, da se Slovenija sama ni sposobna braniti. Ravno teritorialna obramba, iz katere se bodo v skladu z oblikovanjem neodvisne slovenske državnosti razvile našim razmeram in gospodarskim možnostim prilagojene samostojne oborožene sile Republike Slovenije, je praktično zanikanje teh trditev. Če se bo pa to zgodilo, se pa ne bo zgodilo samo to. Teritorialna obramba Slovenije je tudi garancija, da bomo Slovenci uresničili 100-letni sen o samostojni državi. Gradimo državo, ki ne bo omejena v ozke meje in bo odprta za sodobne civilizacijske tokove. Teritorialno obrambo prilagajamo sodobnemu času in razmeram v skladu z njeno temeljno funkcijo, odvračanje kakršnega koli posega v slovensko suverenost. Živimo v času, ko argument sile še vedno velja, ko je svet z orožjem in vojsko realnost in ko lahko ena sama napačna poteza ogrozi proces slovenskega osamosvajanja. Zgodovina nas uči, da moramo biti realisti. Državno smo se Slovenci v sodobni zgodovini prvič osamosvojili 29. oktobra 1918. Tega dne so naši politiki razglasili konec Avstro-Ogrske pri nas in novo svobodno državo, toda njihovi navdušujoči govori so postali realnost šele čez 2 dni, ko so slovenski oficirji in vojaki zasedli deželni dvorec. Tako je bilo mesto resnično v slovenskih rokah. Argument nadporočnika Rudolfa Badjure niso bile politične floskule, temveč puške njegovih vojakov. Narodni svet v Mariboru bi lahko sprejel nešteto deklaracij o narodni svobodi, toda o narodni pripadnosti mesta je odločil odločni nastop Rudolfa Maistra, njegovih slovenskih oficirjev in vojakov. Politiki v Ljubljani so se nanj celo hudovali, češ zaupajmo v velike zaveznike, vse bomo dobili na mirovni konferenci, toda tam so odločali brez nas. Brez odločnega odpora okupatorju med narodno-osvobodilno borbo bi bila slovenska državnost danes mnogo težje uresničljiva. S komandanti smo ocenili stanje in razmere v teritorialni obrambi Republike Slovenije. Ugotavljam, da so bile vse naloge pravočasno in kvalitetno realizirane. Usposobljenost teritorialne obrambe je zelo dobra, izboljšali smo popolnitev za orožjem in materialno-tehničnimi sredstvi. Teritorialna obramba Republike Slovenije je usposobljena in v vseh pogledih pripravljena, da zagotovi suverenost slovenske države v obdobju njenega osamosvajanja. Teritorialna obramba bo prispevala svoj delež k ustvarjanju razmer, v katerih se bomo lahko z našimi sosedi enakopravno pogovarjali tudi o morebitnem formiranju demilitariziranih območij, skupni obrambi ali skupni razorožitvi. Ta slikovni prikaz je posvečen vsem, ki so načrtovali in gradili slovensko teritorialno obrambo od njenega nastanka, vsem, ki so v kritičnih časih pod okriljem narodne zaščite s trudom in odrekanjem omogočili in zagotovili njeno bojno sposobnost, vsem pripadnikom, ki so v zadnjih mesecih leta 1990 z orožjem varovali suverenost Republike Slovenije. Tudi zato je bila 23. decembra 1990 na plebiscitu brez ovir izražena volja Slovencev in drugih državljanov Republike Slovenije.